Ja, Marostarski štopelci so bili torej še enkrat, najbrž ni treba posebej jih predstavljati, glede na odziv publike. Jaz bi se pa vseeno vrnil še k veteranski skupini, mogoče večkrat nazaj. Namreč na odru smo videli tudi med plesalci Andreja Kuneja, mislim, da bi tudi njega bilo potrebno omeniti kot dolgoletnega umetniškega vodjo skupine. Ja, Andrej Kunej je dolga leta tudi vodil našo skupino. Moram reči, da njegove izredne, organizacijske sposobnosti in pa odlično poznavanje ljudskega plesa je pripomoglo k temu, da smo mi imeli kar velike projekte. Recimo 30-letnico je, tako rekoč, organiziral, smo izdali tudi knjigo ob tem jubileju. Potem smo imeli naš sredani kruh in še bi lahko našteli. Potem po predstavi se boste lahko gledali. Na stenah so plakati iz vseh naših celovečernih nastopov. Tako da ja, veliko dela je tudi on naredil. No, zdaj pa bi se premaknila kar nekako k sedanjosti folklorne skupine Rožmarin. Namreč v naslednji točki bomo že videli plesati tako imenovano osrednjo skupino, oziroma to je zdaj, bomo rekli, to živo jedro skupine, je tako? Ja, osrednja skupina je aktivna, ima vaje 2-krat na teden, v zadnjih 3 mesecih pa več. Ja, oni v bistvu zdaj držijo skupino po konc, skrbijo za noše, skrbijo za nastope. Je resno, za danes moram reči, da smo pripravili 106 kompletov noš. Od tega smo si 6 klobukov sposodili, pa 2 trojenski noši, vse ostalo je naše. No, verjetno so tukaj leta in leta zbiranja, bom rekel, tega materiala in šivanja in tako naprej. Ja, izdelava je nož, oziroma zdaj pravijo naša stroka, da moramo reči kostumi. Izdelava kostumov je zahteven projekt. To ni tako, jaz bom imel pa lajč, pa bom jutri že oblekel. To je treba kar biti previden, ker so tudi neka pravila. Poleg tega je veliko ročnega dela in se pravi, je treba poskrbeti za finance, ker to pride kar drago. In potem je vsak let kakšna kos ali pa na 2 let, mogoče malo več, kakor je. Tako da ja, in v vseh teh letih smo mi, imamo garderobo res polno. Zdaj bova pa rekla še kakšno besedo o plesih iz Porabja. S temi se bo namreč ta osrednja skupina predstavila danes, ne? Ja, ples se iz Porabja smo enih 7 let nazaj postavili. Bilo je pa tako, da so predstavci rekli, pa dajmo nekaj narediti, nekaj dinamičnega, nekaj, da bomo švicali, pa da bo res zanimiv, da bo res tempo pa dinamika. In jasno, nekaj plesnih motivov smo se res posodili od Vika Utrina, ker mislim, da pa še tle noter, drugače pa ja, naše delo. Boste videli, Porabje je zraven Madžarske, se čuti ta milost pa vpliv Madžarske. Bomo predstavili en marš in pa na koncu čardaš, ki zelo spominja na Madžarsko. No, po teh živahnih plesnih ritmih bomo pa potem se še nekoliko umirili v 2 ljudskih pesmih, ki jo bosta spet zapeli Vera in Marija. Ja, Vera pa Marija v bistvu so v sestavu marostarskih štopelcev, ampak za današnji večer smo rekli, ne pa samostojni, zato ker imamo mi inštrumente, ki so kar glasni in bi bilo škoda ne slišati ta glas. Tako da one 2 samostojni nastopajo. Zdaj pa predlagam, da malo vtihnemo, pa da si spet pogledamo.